V glavnem, za vas imam nekaj zelo novega, ne? Letos je celo leto v energiji Boga, magije, pisave, umetnosti, bog Tot, egipčanski bog Tot, ki je bi se reklo, po mojih kanaliziranih uvidih vladar leta 2025. In bolj, ko se leto bliža koncu, bolj je pomembno. Bog Tot je tudi bog lune, bog magije, bog smrti, ne, bog vodnik duš po smrtnem življenju. Tako da se sprašujete, zakaj imam pred sabo ta peresca. Zato, ker imam za vas nekaj čisto novega, kar še nikoli doslej nisem imela. Kako boste zvedli o tem? Nanaša se na božanstvo Tot in zvedli boste tako, da se prijavite na brezplačne e-novice na spletni strani omgarden.si. Z vami Aleksandra Winkler Drole, kot me že poznate. V glavnem, prva pisava je bila tudi s peresci. Človek, če ste spomnite iz šoli dedali nekaj, kako so želela poleteti in sta si z voskom kot ptice, sta hotela biti podobna pticam, kako sta si z voskom zlepila perut in sonce je stopilo vosek in padec. Nekaj takega lahko pričakujemo, v metafori povedano, tudi v jeseni 2025. Nenaden padec vsega tega, kar je fake, kar je bilo z neko lažno propagando obetavno, uspešno, kar je dvignilo rating, popularnost, naj si bo na vseh področjih, tako v vladi, kot tudi v našem zasebnem življenju. Zdajle grem po vrsti. Nekaj pa bi vas predvsem prosila, da si vzamete svinčnik in si zabeležite po opornih točkah, da boste lahko pri sebi razčistili, ker bom povedala ene zelo pomembne stvari. Če spremljate moje napovedi v medijih, tiskanih medijih, potem veste, da dobivam sporočila preko višjih nivojev, kanalizirana sporočila v hipnotičnem stanju. In to sem pisala, kako to delam, kako to deluje, je vse v knjigi Sporočilo Zoriona, kanalizirana sporočila za svet med letom 2025 in 2045. In leto 2025 sem ga opisala, da bomo se spraševali, naj ostanem ali grem. To se nanaša ne le na fizični nivo, naj ostanem v tem stanovanju, s tem partnerjem, v tem poklicu, v tej firmi. Nanaša se tudi na mentalni nivo, naj ostanem pri tej ideologiji, naj častim tega guruja, duhovnega mojstra ali pa politično stranko, naj zaupam humanitarnim organizacijam ali ne, če ja, katerim ne. Se pravi, stalno naj ostanem pri nečem ali naj grem, naj ostanem pri tej prehrani ali naj grem na kako drugo. To je mega pomembno. In bog Tot, se pravi, spoštovanje življenja in smrti, magije besede, pisane besede, izrečene besede in energije lune. Namreč luna je tista energija, ki vpliva na dušo človeka. In grem po področjih. Se pravi, pomembno je za vas, da razumete magijo uma, magijo misli, magijo besede in da spoštujete božanstva vseh, da veste, kaj pišete, tudi ko pišete v komentarjih na družabna omrežja, da veste, da to tam ostane in da tudi, če ste anonimni,
komentatorji, da bo to ostalo, da bojo brali vaši sosedje, otroci in tako naprej, da je možno zaslediti, kdo je kaj pisal. Ali je to zavajanje, laž, ali je sovražni govor in tako naprej. Tako da to je zelo pomembno. Način komuniciranja naj bo tak, da spravlja v harmonijo. Če je nekaj izven reda, je to ta jesen pomembna harmonija, še posebej pa datumi okrog jesenskega enakonočja. Namreč jesensko enakonočje je žetev tega, kar smo v spomladanskem enakonočju v tistem obdobju približno sejali. Pobiramo, kar smo dobili. Še za nekaj je pomembno leto 2025 in sicer kar se nam je dogajalo v letih 2006 tja do prve polovice in 2005. Če smo takrat se odločili nekaj narobe, sprejeli eno napačno odločitev, idejo, potem smo zdaj, kjer smo. Zdaj vidimo. In to, kar bomo vpeljali v našo fizično realnost v letu 2025, zdaj je še zadnji čas, nam bo zraslo čez 18-19 let. Tako da grem od ideologije do fizičnega nivoja, od prehrane do pripadnosti verski, politični, stranki, ali ostati z enim partnerjem, ali iti, kako najdeš sebe. Vedno je pomembno, da slediš svoji dušni naravi, ampak o tem se zdaj ne bom zapletala. To individualno delamo v online Ključ do duše. Za letošnje leto je še pomembna 8. čakra ali 8. energijski center, ki govori o božanski modrosti. In če smo tlele kot vrhovni bog Tot, nam govori o modrosti, namreč modrost je univerzalna, medtem ko je resnica lahko zelo osebna. In takole pravi: božanska modrost, pravimo, to je moja knjiga, božanska modrost predstavlja povezanost z neskončno modrostjo univerzalne in fizične energije sveta. Ne zamenjajte modrost za resnico. Resnica je osebna, modrost je univerzalna. Se pravi, ljudje, ki imajo dobro delujočo 8. čakro, so razmišljujoči, vase usmerjeni ljudje, so izredni poslušalci, dajo neverjetno pravilen in natančen nasvet, ki temelji na zdravi pameti in racionalnem mišljenju. V glavnem, to ni leto za tiste, ki nimajo zdrave pameti in ne razmišljajo racionalno. Sploh pa jesen, ki prinese obilje ali pa pomanjkanje. To, kar smo pač, kakor smo si postlali, tako spimo, in kar smo posejali, to žanjemo, to je zakon karme. In kaj je najbolj negativni aspekt 8. čakre ali božanske modrosti, kot jo imenujem? Ti ljudje, ki imajo to poudarjeno, oziroma zdaj vsi, ki smo v teh energijah, zavedati se moramo odnosov, ki ne delujejo po principu zdrave pameti, in odstraniti situacije in odnose, kjer logika in zdrava pamet nista prisotni ali cenjeni. In še tako naprej. Se pravi, to je negativni aspekt. V glavnem, če grem po vrsti, po enakonočju, po jesenskem enakonočju, se bomo lažje borili, lažje trudili za napredek, ampak ne borba, fight, gremo gas, ko bi se reklo, z introspekcijo, z modrostjo. To pomeni preštudirali, splanirali, iskali vse skrite delčke, pokazatelje glede tega, kaj mi želimo, hočemo, zmoremo skreirati za letos in za naslednje leto.
Mimo grede, leto 26 bo začetek. Zdaj je pa priprava. Ampak priprava, tako kot pri kuhinji. Če nimaš pripravljenih sestavin za kuhinjo, kaj boš skuhala? Ali pa skuhal. Večinoma me gledajo ženske, imam pa tudi nekje moško publiko. Zadnje čase vedno le več. In pomembno je, se pravi, to, kar bo odločitev letos, bo vplivalo na naslednjih 18-19 let. Taki so karmični cikli. In kaj je pomembno za Slovenijo? Grem bolj konkretno. Se pravi, se nanaša na množice. Nanaša se na to, da množica mora biti v harmoniji. Ne more biti peščica privilegiranih in množica zatiranih, zapostavljenih, neslišanih. To se je dogajalo v fevdalizmu. Takrat je bil kralj vse in tistih par njegovih in ostalo kmečko prebivalstvo je pač potegnilo takratko. V glavnem, zate, ki me gledaš, ki zaupaš vame, je pomembno, da imaš srečno genetiko. Bi se reklo, da si po mami in očetu pobrala ta najboljš, kak se da. Če pa nisi, se pa zapiši na papir vse tvoje slabe lastnosti tvoje mame. Vse, kar ti iritira, kar te spravlja ob živce na njej. Res, napiši, opravlja, preklinja, vse, izpričaj se. Ali pa me ne posluša, me ne upošteva mojega mnenja, ali pa ni upoštevala se isto. Ljudje so, duše obstajajo vedno, ne glede na tvoje fizično telo, tukaj ali zdaj. Ali ga ni, ali ga nimamo. V glavnem, napiši vse slabe lastnosti od tvoje mame. Napiši vse dobre lastnosti od tvoje mame. Se pravi, dobro kuha, prisrčna, zgovorna, ne vem, sam si to pri sebi prisodi. In zdaj gremo isto narediti za očeta. Ko vse to spišeš, res bodi kritičen, kritična, v nulo predelaj v miru vse to, ker to je anonimno, delaš sam. Začni s točkami od 1 do 5, koliko tega dobrega od mame uvajaš ti v tvoje življenje, ne koliko imaš v glavi, koliko to v resnici pokažeš, dajaš svojim najbližjim in koliko tega slabega. Se pravi, točkuj 1, zelo malo točk, 5 pa ful. Če opravljaš ko mama, se hecam, pa da mama ima 5 točk pri opravljanju, pa imaš tudi ti 5 točk, ali pa malo manj opravljaš ko ona, si daj pa 2 ali pa 3 točke. Če pa ne opravljaš, piši nič. In na ta način se začnemo zavedati, ker kritična presoja, kritično zavedanje je ena najpomembnejših stvari, ki bojo na testiranju to jesen. To leto na splošno, ampak jesen, ki se bliža koncu, zima je pač bolj v znamenju pavze, vse nekako miruje, v glavnem smo bolj precej noter usmerjeni, nismo aktivni navzven. Jesen je pa še tista prava harmonija med yin in yang, med noč in dan, med moško in žensko, med razumom in intuicijo, med zavestnim in podzavestnim. Tako da z zavestnim delom lahko osvestimo podzavestni del, rešimo pa tako, da ko to osvestimo, vpeljemo v prakso. To je pa težko. Zakaj? Ker pravijo, da je navada železna srajca. Ampak ne more biti toliko trdna, da jo ne bi mogel stran dati. Upoštevaj, da si mag svojega življenja, da so tudi ti kot Bog, da so vsa ta božanstva arhetipi, tako kot jih opisujem v sporočilu Zorjana in sem že neštetokrat povedala in napisala.
bogovi so arhetipi in živijo v nas samih. Se pravi, čisto bom rekla, mati Marija, devica, Jezusova mati, pomaga takrat, ko si mamica, predvsem, ko so otroci majhni, ko ne veš, kaj narediti, kaj joka, makrče, takrat te pomiri, daje ti navdih, kaj narediti, dati skozi intuitivni občutek neko informacijo, ali pa nekdo pride mimo, skuhaj mu tale komoračev čaj, za energijo okrog nas, za angelsko sfero, za božanske energije. Tudi zato imamo že predispozicijo v genetiki in od tam naprej imamo lahko dober ali pa slab štart, da to razvijamo dalje in tudi, ko razvijamo dalje, prenesemo na svoje potomce in tudi na naše naslednje življenje. Se pravi, ljudstvo hoče harmonijo. Vse, kar je bilo porušeno, hoče ravnovesje, ne? In kako bo z preživetjem, z denarjem? Tlele bojo ljudje kar dobre te detektivske sposobnosti aktivirali za zaslužek z denarjem, bojo ljudje prav tisti, ta pravi detektivi, čakaj, kaj kupiti, a zlato, a srebro. Jaz pišem tudi, če še dobite na policah, za mnoge revije, Ona plus, poletna izdaja, 8. element, katere elemente se splača, ni samo zlato pa srebro, so še dosti druge kovine, ki bojo ekstremno pridobile na vrednosti. Se pravi, tvoji prihodki, če vložiš 1000 evrov, se ti lahko potrojijo in še več. Se pravi, grem na področje financ, ljudje bojo dobili detektivski talent in šnjufali in vohali, kaj narediti, ali se spet lotiti mini poljedelstva, kako prišparati, hrana gre stroški v nebo, to ni bilo še nikoli, tudi v Italiji je cenej, ne vem, kako je v Avstriji, ampak tudi avstrijska trgovina, ki je tudi v Sloveniji, ima določene artikle cenejše kot ista firma v Sloveniji, kar je čudno, ampak glejte, tako je, ker so takole. Pomembno je za vse, ki imate dober detektivski talent, da najdete pravo priložnost za predvsem, kar se nanaša na zaslužek denarja. V jesen bo to precej bolj aktualno in pomembno. Naslednje področje, ki ga odčitam, je področje kreativnosti. V Sloveniji je zelo dobra možnost za uspeh biti kreativen. Poznamo idrijske žlikrofe, gospodinje so bile kreativne, žene rudarjev so imele čas, klekljanje, ročna dela in pa tudi izumitelji, inovatorji. Slovenija je med prvimi na svetu po razvoju tudi tehnologije z področja umetne inteligence in še mnogo drugega. Področje partnerskih odnosov. To bo v jesen res hudo na testiranju. Na testiranju bo pa, če človek zabredel in verjel svoji iluziji, napačnemu uvidu in si želi eno, možnosti so pa drugo. Se pravi, partnerski odnosi, če ne moreš v službi dobiti, tudi poslovno-partnerski, povišice in da ti ne gre in si želiš eno, možnosti imaš pa drugo, potem išči rešitve. Išči rešitve, bodi sam svoj detektiv, zbiraj podatke, odpri si možnosti in pogumno naprej. Prekini, kar je slabo, in začni s tem, kar je dobro. Ampak, ko smo pri slabem in dobrem, je treba vedeti, kaj je tisto dobro. Če so ti kot otroku za rojstni dan naredili čokoladno torto, če so ti, ne vem, prijatelji ponudili čokoladni puding, če so ti govorili, da je čokolešnik dober, če
so ti, ne vem za katero darilo, dali spet čokoladne bombone, čokolatine, karkoli. Potem, ko si slabe volje, hočeš se dobro počutiti, ker imaš v spominu, kako si se fajn počutil takrat, ko si bil v centru pozornosti, ko si bil slavljenec in greš kupiti čokolado, poješ preveč čokolade. To je lažno dobro počutje, ne? V čokoladi je zelo malo kakava, kakav je koristen, tako da raj kakav, pravi kakav, biološko pridelan. In seveda je tle ogromno iluzij na področju partnerskih odnosov, ki se letos prečiščuje. Morate vedeti, da ljudje so šli v sodelovanje z nekom, podprli nekoga, mu verjeli na življenje in smrt, podpisali z njim pogodbo ali zakonsko ali tako, in pa ugotovijo, da to ni to. In ne, ugotovijo celo, da so živeli v nekem oblaku, da so si lagali. Tudi to je iluzija, ki si lahko po prednikih, in tako da to premisli, naredi tisto, kar je najboljše po tvoji zdravi pameti. Namreč letos je vladar Tot, bog magije, in zato imam pred sabo tudi ta peresca. Bog Tot nam je dal pisavo, se pravi, prvi zapisi so bili s pomočjo peresa, predstavlja letenje med svetovi, kot ptice, povezovalke med nebom in zemljo. In to je po mojem uvidu, moje avtorsko delo. Jaz zato, da avtorsko zaščitim, pišem knjige, se pravi v knjigi Sporočilo Zorjona. Za letošnje leto v svetu vlada karma vode, ki predstavlja ekvivalent vodnim planetom, se pravi domoljubni duh, ki ga, ali pa dom, družina, se pravi, imaš družino ali nimaš, a si jo želiš, predstavlja Luna, Tot je tudi vladar Lune. Potem recimo, znamenje raka, ampak to ne govorimo o astrologiji, govorimo o bogovih, se pravi, bogovi imajo imena, se pravi, astrologija si je pač ta božanska imena sposodila, in tako sem si jih tudi jaz, da lahko opredelim vrsto karme. Voda vlada letu 25, medtem ko ima Slovenija karmo zrak. In zato imamo vetrove, imamo veliko dežja, sicer kmetom je to v redu, planincem to ni v redu, ki pač ne vejo, kaj bo naslednji dan, če grejo danes v hribe. In nenazadnje bi se reklo, škorpijonom vlada Pluton, tle je detektivski talent, tle moraš biti detektiv. Ne moreš zaupati enemu vedeževalcu tisoče in tisoče denarja, zato da ti prečisti energijski nakit, pa da ti prečisti denar, če bo, ne energijski nakit, da ti energijsko prečisti nakit. Se pravi, če bo nakit ukraden, recimo, ti ne more nihče ga energijsko prečistiti, energije kraje se ne da očistiti, tudi energije laži se ne da očistiti, z nobeno rečjo. In fajn je, da preštudiraš, da veš, komu zaupati, da se zanimaš po referencah, ne pa, da zbereš tistega, ki ima dobro marketinško ekipo zadaj, pa dosti denarja da v reklame, mojstra, duhovnega mojstra, da pač prej prebereš knjigo o njegovih delih, da se zanimaš o člankih, naj si bo to kdorkoli, ker tlele je res na testiranju 8. čakra, ki predstavlja modrost, in tako, ko boste prebrali v tej knjigi, ali pa še bolj natančno pišem o modrosti v Akaški zapisi osnove dušne matrice. Mimogrede, te knjige boste potrebovali tudi za študij Online ključ do duše, in ne zamudite, ker je to zadnja priložnost, vse enkrat zadnjič. In modrost predstavlja tisto pravo božansko modrost. To ni resnica, ki je zelo personalne narave, se pravi, če je zate dobra ena vrsta hrane, zame ni.
To je resnica, pravimo, da je osebne narave, medtem ko je modrost univerzalne narave. In na testiranju bo modrost, predvsem se tlele v Sloveniji inkarnira veliko modrih duš, veliko ljudi, ki imajo zelo močan intelekt in niso zemeljske duše. Tako da to bo velika sreča jesen zima 2025 za mnoge, ki bojo tudi študirali v Sloveniji ali pa v tujini, in mentalni nivoji zumi bojo študij tistih, take študije, kjer imaš lahko možnost delati za cel svet, uporabiti svoj intelekt, znanje in izkušnje iz tega in prejšnjih življenj, to predstavlja modrost, bo res na testiranju, medtem ko vsakršno odstopanje od tega, kaj je resnica, kaj je laž, je lahko zelo zavajajoča, in zavajanje ne prinese nič dobrega, razen tega, da če zavajaš, boš tudi sam enkrat zaveden, da se pač zgodi pač ta zakon karme. Zelo veliko sreče vidim pri karieri ljudi, ki so uspeli v prejšnjih življenjih na en način postaviti neke temelje in bojo zdaj nadaljevali. Karierni uspehi so dobri, čeprav živimo v časih, kjer so davki vsak dan večji, hrana, živila, elektrika, skratka vsi življenjski stroški vedno večji, ampak tlele imamo kar srečo pri karieri. Največ sreče bojo imeli tisti, ki bojo uporabljali tujino, tuje jezike, starodavna znanja, starodavne modrosti, se pravi to, kar je veljalo za naše prednike, zdravljenje z zelišči, naravni materiali, kamen, les, to bo večno in to bo prineslo določenim ljudem napredek. Medtem ko se v jesen tudi vračajo nedokončane zgodbe, predvsem z ljudmi, s katerimi imamo dobro karmo. To pomeni, da smo nekomu naredili nekaj dobrega, pa nam ni mogel usluge vrniti, pa bo prišel mimo, pa nam pove eno dobro novico. Tako da veliko teh srečnih naključij lahko pričakujemo v jesen, da ti nekdo po naključju nekaj odpre vrata s ključem, ti da ključ, da odpreš vrata. In kar je zelo pomembno, premisli, kaj se ti je dogajalo 18-19 let nazaj nekako, in če si tam naredil kiks, potem imaš zdajle šanso popravni izpit, se pravi ena karmična semena rastejo hitro, druga počasi. Ta se zdi kar neka srednja stvar. In to, kar bomo letos, v letu 2025, tekom celega leta 2025, še do spomladanskega enakonočja 2026 posejali, to bomo želi čez 18 in 19 let. Torej, to leto 2025 sem opisala kot most med preteklostjo in prihodnostjo. Se pravi, stojiš na mostu, pomembni so to, katero odločitve sprejemaš, kako deluješ, a vidiš v iluziji, a imaš vse poštimano ali nimaš, od tega je odvisno, kako bo šlo naprej, ker to je najlažje. Se pravi, najlažje ti povem, kako hišo sezidati, če sem arhitekt ali pa zidar, ko si pri temeljih, da moraš dobre temelje skopati, da bo zdržala teža in tako naprej. Če temelje falimo, naprej je težko sanirati, popravljati. Tako da za napake izpred 18-19 let, če si kako priložnost zamudila, je zdajle čas, da jo nadoknadiš. Če obžaluješ, da nisi se odselil ali pa sprejel drugega delovnega mesta, zdajle razmisli o tem. Tako da
na 18-19 let se eno tako večje karmično kolo obrne. In jesensko enakonočje ima en poseben čar. Takrat ugotovimo, kako smo v ravnovesju sami s sabo, kako so moške in ženske energije v nas pristne, se pravi, katere lastnosti si dobila po mami, katere kvalitete, katere dobre, katere slabe vzorce, katere talente, in tisto uporabi. In isto narediti po očetu. Jesen 2025, vreme bo bolj stabilno, vetrovi bojo pregnali sive oblake, upam, da tudi vsa ta sivina in črnina, se pravi, ljudje bojo šli na pohod, borili se bomo bolj detektivsko, manj lajali kot eni mehni kužki, ki je ogromno enega lajanja, pa nikoli te ne more ugrizniti, se te ne bo, ker je premajhen, sam ti pa res cel dan laja. Tako je bilo recimo začetek tega leta, en kup, kako bi rekli, tresla se je gora, rodila se je miš. V glavnem za prazen nič, ali tako, ali uno, ali drugo. Zdajle bojo šle stvari zelo bolj detektivsko, zelo bolj najprej planiramo, dobro naplaniramo in potem gremo v akcijo, tako strateško. Se pravi, bori se za boljši tvoj svet, za dobrobit tvojih otrok, ne? Trudi se, ampak pri tej borbi ne sme biti nihče poškodovan. Se pravi, ne se boriti ena na ena ali pa z drugim, ampak sam s sabo. Ne? Vse, kar nas ovira, je v nas. Smo privlekli s sabo en kup navlake iz prejšnjih življenj, z tega življenja, kakorkoli že. V glavnem, še vse stvari so enkrat zadnjič in vse stvari bojo tudi enkrat prvič. In ker je leto, ki ga blagoslavlja Bog Tot, njemu posvečam tudi mojo novo knjigo, se pravi pisavo. Prve pisave so bile pač v glino in presenetila vas bom z mojo novo knjigo, presenetila vas bom z darili to jesen, se pravi, jesen je čas daril, darovi, in vi kot moji bralci brezplačne revije, brezplačnih e-novic, boste med prvimi zvedeli, če še niste, se naročite v obrazec, izpolnite na spletni strani omgarden.si, boste med prvimi zvedeli in deležni, kaj imam dobrega za vas, kaj pripravljam, nanaša se pa na to, kar govori Bog Tot, mojster, se veste česa. In to bo hkrati nov začetek in obenem tudi pozivam vse tiste, ki še odlašate z online ključ do duše, last minute, zadnja šansa za Slovenijo, potem se tudi širim v tujino, malo poletim, ker me kliče, ne. Leto je v znamenju, naj ostanem ali grem, in seveda ne z tega sveta ali z tega področja, ampak tudi mogoče z tega terena, z tega jezikovnega terena ali pa teritorija. Kakorkoli že, jesen je tisti čas, ko nam daje obilje darov, samo pripravljeni moramo biti, da jih vidimo, da jih sprejmemo, in eden od vaših darov so darovi vaših prednikov, od njih ste zagotovo podedovali veliko lepega in dobrega. Ne pozabite na seznam, ker ste si zapisali, in to vpeljte v prakso. Praksa, fizična realnost je tista, ki potrjuje vse to, kar na mentalnem nivoju se naučimo. Če ostane samo na mentalnem nivoju, je tako kot nešteto kuharskih receptov, knjig, ki ti nič ne pomagajo, če ne delaš to, kar piše tam. In tako je tudi z mojimi programi, z mojimi video vsebinami, mojimi knjigami, se pravi, boljše je znanje praktično delati v online ključ do duše, delamo praktično. In ker je vsake stvari enkrat konec, je tudi tega videa zdaj konec in upam, da se vidimo, če niste še naročili prvo storitev branje dušnega zapisa, potem pa gremo naprej, bo odvisno od tega, kako
kakšne bojo vaše želje. Čau, čau.